V petek 9. oktobra so med Dupliško cesto in Kamniško obvoznico na novi povezovalki postavili temeljni kamen. Gradbena dela so se že začela. Prosim predstavnike SCT-ja, CPL-ja in predstavnika Vegrada, ki ga nisem opazil še, da gremo skupaj tole ploščo dvigant, upam, da ni pretežka, najbrž nam bojo kakšno kelo dali, ali kako bomo to delali. Aha, kela je, evo. Kaj pomeni nova povezovalka za Kamničane, za Kamnik? V letu 1984 so takratni plenerji razvoja prometne infrastrukture že zarisali to povezovalno cesto, torej so že takrat videli, da bo na nek način potrebno razbremeniti tovornega prometa, predvsem industrijskega prometa na področju Duplice. No in torej po 25 letih smo začeli z gradnjo, kar pomeni, da nekaj preko 500 metrov te ceste, ki bo imela 3 premostitvene objekte, kolesarsko in peš stezo na vsaki cesti, pomeni veliko, tako za razbremenitev velikega prometa, kot tudi za povezavo Duplice s Perovim in navezavo vseh teh industrijskih objektov Titana, Svita, Cimosa na to cesto, ki bo razbremenila, oziroma promet se bo usmeril na obvoznico, ki jo bomo seveda to cesto potem zaključili z rondojem. Gre predvsem za to, da je ta povezava nujno, ker vključuje, kot rečeno, številne udeležence tovornega prometa v tem območju in rečem lahko, da nismo enostavno prišli do tega projekta. Na drugi strani pa je projekt pomemben tudi zato, da smo dokazali, da je občina Kamnik sposobna pridobiti tudi evropska sredstva, tako strukturne sklade, kot tudi denarje iz vlade, torej iz službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 500 000 evrov smo dobili iz Evrope neposredno, 440 000 evrov letos iz vladne službe in seveda še v prihodnjem letu približno toliko. Na drugi strani pa seveda odgovarjam tudi opoziciji, ki pravi graditi vrtce ali mostove. Mi smo že v minulih 5-6 letih namensko zaračunavali komunalni prispevek tistim, ki so gradili ob Ljubljanski cesti, torej smo namensko zaračunavali za to, da smo danes prišli tako rekoč s temi finančnimi komunalnimi prispevki, ki so bili sicer porabljeni, ampak kot sestavni del financiranja tega objekta. Sorazmerno je to velik projekt, zato so tudi 3 renomirana podjetja, ki bodo to izvajali, oziroma mi že izvajamo pripravljalna dela, predvsem so precej zahtevne glede objektov in pa rondoja. Vendar to smo že počeli in zato to ne predstavlja ne bo predstavljalo neke težave. Tako da smatramo, da bomo rok sigurno spoštovali, upamo tudi, da bomo kakšen mesec predčasno končali, zato ker vemo, kako je, da ljudje trpijo ob gradnji, zaradi tega, ker je pač promet in hrup in podobno, čeprav je potem za njih to velika pridobitev. V prihodnjem letu spomladi pa nas čaka še nov zalogaj, gradnja nove osnovne šole Frana Albrehta in seveda potem dograditev osnovne šole Toma Brejca in izgradnja večje telovadnice pri tej šoli. Mislim, da prvo bi vse čestitke dal županu, njegovemu vodstvu, ker je imel toliko morale, koraže in poguma, da je s tem projektom začel, ker jaz smatram, da ta projekt ni samo za Kamnik, ampak tudi za Republiko Slovenijo nekaj pomeni. Mislim pa, da je to zadnji čas, da smo s tem projektom začeli. Glede same tehnologije in izvedbe pa mislim, da za nas, ki smo rutinerji in profesionalci na tem, bomo ta projekt končali pred rokom. Vse čestitke županov. Hvala lepa. Potem vsem tistem, ker jaz sem praktično tukaj domačin, pa čim prej se vozili po teh cestah.